predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani župan občine Bled, gospod Janez Pahor, spoštovani vsi gostje, predstavniki medijev in spoštovani in dragi vsi prijatelji rotarijci. Verjamemo in upamo, da smo tudi skozi COVID izkušnjo vsi skupaj končno le prišli do točke, da vsi skupaj razumemo, da se ne bomo mogli več razviti naprej in živeti proti naravi, ampak da bo to šlo samo skupaj in v sožitju z naravo. Klimatske spremembe na eni strani, enormno kumuliranje mikroplastike, ki obremenjuje naš planet na drugi strani, enostavno potrjuje, da je konec obdobja 200-letnega samo kopičenja materialnega bogatstva ob neki predpostavki neomejene razpoložljivosti naravnih virov, ob tem, ko smo ta planet že zdavnaj totalno preobremenili. In ravno tega enormnega kopičenja mikroplastike smo se lotili znotraj Rotarja kot prioritete v naših programih zaščite okolja. Pri tem je namreč velik, žal, negativni paradoks v Sloveniji, da smo žal med rekorderji svetovnimi per capita na prebivalca po uporabi in izmetu plastenk. 130 milijonov na leto, 350 tisoč plastenk na dan. Na drugi strani pa imamo eno najboljših pitnih voda na svetu. Za pitje te odlične vode neposredno izpod pipe. In točno tega izziva oziroma te priložnosti se v Rotarju lotevamo z projektom adioplastenka.si oziroma z rotarijsko steklenko, ki jo razvijamo skupaj z domačo industrijo, steklarno Hrastnik, DS Smith in z drugimi partnerji. Jaz osebno se nisem nobene plastenke več dotaknil, dobesedno od leta popol nazaj, ko smo začeli snovati ta projekt. Po mojem grobem izračunu zato nisem več obremenil okolje v tem času z približno 2000 plastenkami in s približno 2 kubičnima metroma te odpadne plastike. Iskreno verjamem, da bomo v tem projektu uspeli, zaradi tega, ker mogoče tako neznačilno za Slovence, verjamem pa v prihodnosti to bo značilnost, ker ne gremo narazen, ampak ker gremo skupaj naprej. Skupaj. In verjamem v ta projekt tudi zato, ker smo ne samo na tem projektu, ampak celo leto in bomo tudi naprej prosto dajali mladim. Dajali mladim zato, da boste sami kreirali ta vaš rotarijski svet in tudi vse druge svetove, ki so pred vami, ker to je vaša prihodnost in jo dajte s pogledom naprej kreirati po svoji meri sami in ne prepuščati, da vam kdorkoli drug kreira s pogledom nazaj. Iskreno se zahvaljujem v imenu vseh nas, predsedniku Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju in županu občine Jesenice, gospodu Janezu Pfeifferju, da sta kot osebni primer stopila zraven in vsem tistim 4000, ki ste v tem obdobju pred pripravo tega javnega lansiranja že privzeli adioplastenko.si, jo dnevno uporabljate in širite to idejo naprej. Spreminjamo sebe in s tem spreminjamo svet. Hvala lepa guvernerju za tale uvodni nagovor. Zdaj pa živahim k govorniškemu pultu Janeza Podobnika, vodjo odbora za okolje pri Rotarju Slovenija in vodjo gibanja adioplastenka.si. Izvoli, Janez. Hvala lepa, Bojana. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod župan, dragi rotariki in rotarici, spoštovani guverner dr. Iztok Seljak, guverner Rotary distrikta 1912 Slovenija, Severna Makedonija. Kot asistenta guvernerja za okolje me je doletela odgovorna naloga
da vodim to projektno skupino, ki jo je že pred 2 leti, letom pa pol, takrat kot kandidat za guvernerja Iztok poimenoval VOL rotarijski projekt. Nekaj se bo zgodilo. In odrinili smo na globoko. Od vsega začetka smo bili ambiciozni, bili smo drzni, ampak osredotočeni, s veliko rotarijske srčnosti. Čutili smo, da bo ključno za naš uspeh dobro delujoč in inovativen poslovni model. In smo ga ustvarili. Ponosni smo, da deluje, a se zavedamo, da je zelo pomembno, da ga bomo izboljševali in nadgrajevali. In skrivnost vsake poslovne zgodbe, to, spoštovani notariki in notarice, ki ste gospodarstveniki, še predobro veste, je pa v vsebini. In naša vsebina je jasna, kot je pravkar povedal naš guverner. Prvič, lastni zgled. Drugič, sprememba v naših ravnanjih. Tretjič, opustili bomo plastične izdelke za enkratno uporabo. In četrtič, še določneje, pri pitju vode ne bomo več uporabljali plastenk. Kot rotarijci delujemo pravzaprav kot gibanje. Ta projekt je postal gibanje. Naša metoda delovanja je navduševati, ne poveljevati. In sedaj sledi prva skrivnost. Ali pa paradoks. Kadar deluješ z zgledom vedno, hote ali ne hote, vršiš pritisk tudi na tiste, ki v končni fazi v okviru ustavnih in demokratičnih pravil spreminjajo zakonodajo. In tudi to je naša velika želja. Plemenitost pa spodbuja tudi naša odločitev, da 1 evro od vsake steklenice namenimo za dobrodelni projekt iz področja zaščite zdravja ljudi ali pa zaščite našega planeta ali pa podpore umetnosti in kulturi. Za prvo donacijo smo izbrali velik projekt CAR-T, zdravljenja obolelih za levkemijo, in smo veseli, ker smo oblikovali partnerstvo s Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo. Tukaj pozdravljam, poleg ostalih naših ambasadorjev, tudi ambasadorko našega gibanja, priznano onkologinjo, docentko dr. Barbaro Perlič. Profesor dr. Samo Zver, tudi naš prijatelj, predstojnik hematološke klinike v Ljubljani, pa danes žal ni uspel priti na to srečanje. Na zaključku hvala vsem, tistih, ki smo in ste delovali v zadnjem letu pri tem delu. Izpostavil bi samo nekaj imen. Vedno, kadar izpostavljaš nekaj imen, lahko narediš komu krivico, ampak tvega mi njih bom izpostavil. Bojana Zadnik, Nika Andolšek, Marko Murn, Simon Meglič, Igor Pregorčič, Slaviša Stalič. Izredna energija in neutrudna motivacija pa je prihajala 200 stranikov. Strani našega guvernerja, dr. Istoka Seljaka, Istok, iskrena hvala ti za to. In pregovor pravi, kdor stori prvi korak, je opravil že polovico dela. Danes bomo storili prvi korak. Naša skupina, tudi v sodelovanju z bodočim našim guvernerjem Dušanom, pa je odločena, da bo delala naprej. Hvala lepa. Janez Podobnik, hvala lepa za te lepe navdušujoče besede. Zdaj pa že vabim k besedi župana občine Bled, gospoda Janeza Fajfarja. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, gospod guverner, sedanji in bodoči, spoštovani in drage rotarjanke in dragi rotarici in vsi drugi, ki ste na temu svečanem srečen ob desetletnici ustanovitve Rotary Slovenije, ki je bila prav na Bledu. In reči, da sem skoraj gotovo edini, ki je bil prisoten, čeprav sem naivnist. Ampak to ni nič hudega, ker sta to dve združeni, ki delujete v bistvu z istim ciljem. Vsak po svoje. In zadnjič,
In zadnjič sem v srečo, da je bil tudi predsednik Portugalske, kot gost našega predsednika, ki je povedal, veste, jaz sem edini primer, da sem lahko oboje. Tudi to obstoja, da ne pustim, samo moraš biti zdaj predsednik. To je nič hudega. Res sem vesel, da smo danes lahko skupaj na podoben vroči dan, kot je bil pred 30 leti. Dan, dva potem je počlo pri nas, so se zadeve izjemno spremenile, ampak vi ste bili še pred uradno razglasitvijo Slovenije en prvih znanilcev, da prihajajo nove časi. Tiste vrste nove časi, ki jih lahko smatramo nove čase v najboljšem pomenu. Akcija Adijo plastenka je fantastična ideja. Okrog leta imamo pitnike, tako da se vsak lahko našel čisto pitno vodo natoči. Za mnoge tujce je to neverjetno, za domače tudi seveda, ampak domači imajo to glavno vse te zadeve za samoumevne, ampak tujcem se pa to zdi krasna ideja. In zdaj, če se še rešimo plastike, Ved je že tako v projektu Zero Waste, mednarodnem projektu, brez smeti, seveda to je iluzija, ne bo nikoli, ampak stremimo k temu. Priporočam na Notarjici tudi s to plastenko projektom do vrtcev. Skrb za okolje se začne tam. Kogarkoli od tujcev pripiješ v naš vrtec, ko ne more verjeti, da imajo otroci malco, da je noro, da je to odrektost, da se igrajo na svežem zraku, da imajo igrice. To je super, super luksus v večini sveta. Ali za ogromne denarje, ne pa da pripiješ in s kakšen super avto, potem pa še čukaš, koliko to stane. To se tudi dogaja na žalost. Ampak tam se začne. Ti otroci že delijo, ločujejo smeti. In te ne boš tega več nikoli izbil iz glave. Stare je težko učiti voziti. Še tam začnemo, mi bomo prva občina, kot hotel, Vetros, mi bomo prva občina, ki je k temu projektu pristopila in sem zelo ponosen. In hvala vam za vse, kar delate in ustrajajte naprej, vso podporo lokalne skupnosti imate. Tudi tukaj so vaši člani ugledni, prijetni, pošteni ljudje. In mislim, da kar vas poznam po Sloveniji, lahko to tudi za druge trdim. Srečno, pa še 30, pa še ne koga 30. Župan, lepa hvala za vaš nagovor. V veliko veselje in čast nam je, da je danes z nami na predstavitvi gibanja Adijo plastenka si predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani predsednik, vabljeni k besedi. Spoštovani gospod župan, guverner, gospe in gospodje. Pred časom me je obiskal guverner in me prosil, da se udeležim tega srečanja. Opisal mi je začetek te pomembne akcije in danes z veseljem sporočam, da se ji pridružuje tudi moj urad. V uradu smo sklenili, da bo predsedniška palača do konca leta postala predsedniška palača brez plastenk. Kdo bi mislil, da to zadeva samo 40 ali 50 ljudi, pa morda kakšnega gosta. Naj povem, da to izgleda zelo drugače, odkar imamo dan odprtih vrat. Od dneva odprtih vrat, tam od leta 2014 naprej, je predsedniško palačo obiskalo več kot 25,000 ljudi. Samo na dnevnih odprtih vrat. In zlasti v poletnih mesecih je v državnih praznikih seglo po plastenki zelo, zelo veliko ljudi. No, če bo šlo vse po načrtih, konec tega leta in kasneje temu ne bo več tako. Navdih, inspiracijo smo dobili pri vas in vam gre zahvala za to, da s to inspiracijo, s tem zgledom, dajete neko sporočilo vsem. Lahko se vam pridružijo. Lahko vsak na svoji ravni, osebni, kolektivni, prispeva k temu, da bo Slovenija čistejša, da bo svet čistejši.
Kmalu po prelomu tega tisočletja so znanstveniki presenetili svet z oceno, da bo brez našega ukrepanja sredi tega stoletja v oceanih več plastike potreb, če ne bomo ukrepali. To se je zdelo takrat šokantno in zdi se, da se je svet zdrznil. Tukaj imam predvsem v mislih Pariško podnebno konferenco, ki je bila po neuspehu v Kopenhagenu zelo uspešna. Imamo cilje, ki zadevajo zlasti podnebne spremembe, ampak ta za plastiko zadeva veliko več. Slovenija je narejena za trajnostni razvoj, imamo čudovito deželo, ki smo jo dolžni ohraniti tudi za naše otroke in njih otroke. In rad bi zaključil v luči 30. obletnice ustanovitve naše države. Pred 30 leti in več je Slovence navdahana ideja samostojne države. Čeprav na začetku niso bili tako vsi za, je kmalu to postala ljudska volja. Na plebiscitu smo se tako odločili skupaj, pol leta kasneje smo našo suvereno državo tudi razglasili. In danes imamo poleg tega, da se z nostalgijo obrnemo nazaj v prehojenih 30 let, tudi dolžnost, da se skupaj z našimi otroci vprašamo, kakšne cilje imamo za naslednjih 30 let. In tukaj se nam takoj ponuja eden, ki je globalen in je tudi naš državen. In to je čisto okolje, brezoglična družba. Če imamo kjer možnost in priložnost, da oblikujemo konsens, imamo Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani priložnost in tudi dolžnost, da konsens oblikujemo na tej ravni, okrog tega vprašanja, okrog tega pomembnega razvojnega izziva Slovenije. Kot sem rekel, narejena je za trajnostni razvoj naša dežela, s čisto vodo, s čudovitimi gozdovi, z biodiverziteto in če bi, in zato se moramo potruditi tako z lastnimi zgledi, kot seveda z političnim trudom, dosegli soglasje, da bomo dejansko sredi tega stoletja, torej čez 30 let, potem, ko bomo praznovali 30. obletnico ustanovitve države, brezoglična družba, bomo, se mi zdi, naredili največ za naš razvoj. Vsemu temu bodo vse ostale stvari sledile. Če bomo ponotranili to prizadevanje, potem se za usodo naše države ne bojim. K temu bodo gotovo pristopili tudi mladi ljudje. Ravno včeraj sem imel eno razpravo z njimi in zdi se, da njihova želja potem, da zavarujejo planet pred podnebnimi spremembami, ni samo neka modna muha, ampak neko zelo je neka zelo iskrena privrženost. Zato, spoštovane gospe in gospodje, bi se vam želel kot predsednik republike zahvaliti za to sjajno zamisel. Sporočam, da se ji pridružujem, urad se ji pridružuje, prosim, vabim slovensko javnost, da to idejo posvoji in da v naslednjih letih slišimo, kako bo počasje, zanesljivo plastika, vsekakor za enkratno porabo vsaj, zginila iz našega življenja in se bomo navadili drugih navad, ki bodo zavarovali naše okolje. Še enkrat čestitke za to zamisel, mi smo zraven, vabimo ostale, da se nam pridružijo. Hvala. Spoštovani predsednik, iskrena hvala. Hvala za vaše besede, za vašo podporo, za vse dobro, kar širite med nami. Res iskrena hvala iz srca. Zdaj pa je na vrsti kratek glasbeni intermezzo. S harmoniko nas bo razvajal virtuoz Marko Hatlak.
se nasmej, kjelnerca moja zlatan, svoj sem gledaj tu prej. Spet ostal sem sam, kadar šporja konča se, ni lepo se priznam, a treba je mislit nase, jaz kratko se ne dam. Ma hodi, hodi, si že najdeš kaj boljšega, svet se nama podrl, od tebe če ni hujšega, ni noben še umrl. Ma hodi, hodi, Bog stoj ti ob strani. Preveč let sem te imel, da bi ti rekel ostani, a da bi vse joka znal. Tak se narediš, sonce zvijezde res krasne, multipodma jih je, ančekira ugasne, ko z neba z njo umre. Eno malček manj luči je ostalo za tamo, svoj pije se mi, svoj svina bi rabu, da bi mi svetla vrni. Ma hodi, hodi, si že najdeš kaj boljšega, svet se nama podrl, od tebe če ni hujšega, ni noben še umrl. Ma hodi, hodi, am Bog stoj vam ob strani. Preveč let sem te imel, da bi ti rekel ostani, pa da bi vse joka znal. Preveč let sem te imel, da bi ti rekel ostani. Hvala lepa, Marko, za to čudovito glasbeno doživetje. Zdaj pa prihajamo že v drugi del naše predstavitve. Najprej bo z nami ambasadorka gibanja Adijo Plastenka Si, profesor dr. Lučka Kajfež-Bogataj, varovanju okolja predana klimatologinja in soprejemnica Nobelove nagrade za mir 2007. Žal je ta trenutek ni z nami, zato bomo njeno kratko predstavitev in govor spremljali preko videa. Dobar dan in moj pozdrav vsem na konferenci slovenskih vrtarnicev na Bledu. Žal danes ne morem biti z vami. To je nekaj mojih misli. Zemlja je dober planet in take je težko najti. Medtem ko človeška vrsta raste, tako v številčnosti kot po gospodarskih in potrošniških apetitih, planet Zemlja ostaja enako velik. Planet Zemlja ne raste in količina naravnih virov na njem je omejena. Zato smo se znašli v vse večjih težavah. Globalni ribolov že presega izpod prirasti, količina načrpane vode, količina obnavljanja, poseki gozda, stopnjo prirasta
izpusti toplogrednih plinov, pa zmogljivosti njihove neutralizacije v ozračju, vegetaciji in vodi. Priča smo podnebnim spremembam, pomanjkanju čiste pitne vode in hitri izgubi rastlinskih in živalskih vrst. Tudi plastični odpadki dušijo planet, ki ne raste. Vsak od nas povprečno na leto odvrže 50 kg plastike. In del te plastike, ki ne bo recikliran, bo razpadal 450 let. To je 7-krat toliko, koliko živi povprečen človek. Plastika predstavlja največji, kar 8% delež odpadkov v morju. Morje namreč konča vsaj 10% letno izjeme plastike, kar znaša okoli 100 milijonov ton. Če bo človeštvo nadaljevalo na ta način, bo leta 2050 v morjih sveta večja masa plastike kot ljudi. Kako se torej spopasti s problemom plastike? Novo način, raba plastike, ki bo popolnoma in hitro razgradljiva. Raba takih vrst, ki se jih da poceni in učinkovito reciklirati. Lahko podražimo nafto ali pa močno obdavčimo plastične embalaže. Lahko prepovemo rabo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Nujno pa je vzgajati in izobraževati tako uporabnike kot odločevalce, da bodo razumeli dolgoročne posledice svojih dejanj in začeli spreminjati svoje življenjske in potovalne navade. Zato sem se z veseljem pridružila gibanju Adijo Kristina. Hvala lepa, profesor dr. Lučki Kajfež Bogataj, za njene misli. Sedaj pa vabim na govorniški oder predstavnika Steklarne Hrastnik, direktorja prodaje in marketinga Klemna Resmana. Spoštovani predsednik, spoštovani župan, spoštovani guverner, spoštovani notarici, spoštovani ostali gostje. Steklo ima več tisočletno zgodovino in življenje brez stekla si ne moremo predstavljati zaradi številnih odličnih lastnosti, ki jih premore. Ena pomembnejših je, da je steklo mogoče neskončno reciklirati, kar pomeni nič odpadkov in popolno kroženje materialov. Izdelek v bistvu nikoli ne doseže konca svoje življenjske dobe. Zato je absolutno eden najbolj trajnostnih materialov. Nakupne navade potrošnikov se spreminjajo. Počasi, a vztrajno se viša uporaba okolju prijaznih in na etičnih načelih proizvedenih izdelkov. Viša se razmerje v prid kakovosti prijaznih in etičnih načelih proizvedenih izdelkov. Išče se pristnosti v izdelkih, ter daje vse večji pomen skrbi za zdravje ob povečanem iskanju ekoloških proizvodov. Steklarni Hrastnik vse to več kot izpolnjuje. Tako poslovno okolje kot končni potrošniki smo na pragu več kot potrebnega kulturnega preskoka, ki stremi k energetski in proizvodni učinkovitosti, gospodarni rabi, preprečevanju nastajanja odpadkov ter recikliranju. Steklenka, ki jo predstavljamo danes in je osrednji predmet tega plemenitega gibanja Adijo Kristina, je v celoti plod domačega znanja in izdelave. Od ideje, razvoja in oblikovanja izdelka do proizvodnje vse je nastalo pod okriljem blagovne znamke Hrastnik 1860, ki je vse bolj prepoznala v svetu premijske steklene embalaže. S celovitim pristopom in podporo smo v sodelovanju z ostalimi slovenskimi podjetji poskrbeli za popoln paket. Steklenka v steklarni smo ji nadeli ime Juno, bo v sebi skrbno varovala 7 decilitrov vode kot najbolj dragocene količine. Kot sem že omenil, je izdelana iz vrhunskega stekla brez primesi težkih kovin, polepšana z UV organskimi ekobarvami, opremljena z zamaškom iz bukovega lesa, elegantna in funkcionalna embalaža, ki steklenko varuje, da varno prispe do končnega uporabnika, je izdelana iz recikliranega papirja in se zapira na inovativen način, povsem brez plastike in papirja. Izdelana je v podjetju Dexon Slovenija. Koncept trajnostnega upravljanja z viri je eden temeljnih stebrov strategije poslovanja Steklarne Hrastnik. Za nas to pomeni varovanje okolja,
skrb za zaposlene in lokalno skupnost, v kateri delujemo. Vse to ob hkratnem povečanju gospodarske učinkovitosti. Zato smo se v projektu Adijo Plastenka takoj našli. Bistven del naše skupne trajnostne odgovornosti je ozaveščanje ljudi o uporabi stekla in steklene embalaže. Stekleni izdelki morajo v prihodnje ponovno postati eden glavnih prebojnih faktorjev razvoja krožnega gospodarstva. Steklo je po svoje čudež, je umetnost, element, ki se ga vsakič dotakne ogenj, lepota rojena iz približno 1500 stopinj Celzija. S projektom Adijo Plastenka lahko rečemo tudi dobrodošla steklenka. Skupaj bomo tako spodbujali zdrave navade, skrbeli za čisto okolje in ohranjali Slovenijo lepo za prihodnje generacije. Hvala lepa za vaše besede in hvala lepa tudi Steklarni Hrastnik, da se je odločila za partnersko sodelovanje pri gibanju. Sedaj pa vabim na oder predstavnika drugega partnerskega podjetja DS Smith, Ajdo Knez Regali. Pozdravljeni. Imamo samo en planet, ki nam daje res veliko. In danes smo se povezali, da ga ohranimo. Hvala, gospod Istok, da ste v nas prepoznali pravega partnerja Adijo Plastenke. In ponosno lahko rečem, da smo s trajnostno embalažo doprinesli vašemu dobrodelnemu namenu. Hvala tudi Steklarni Hrastnik za vaše zaupanje. DS Smith Slovenija smo vodilno slovensko in evropsko trajnostno embalažno podjetje. Mi živimo krožno, saj je karton že sam po naravi krožen material. Ampak kljub temu, da smo krožni, si pri ustvarjanju novih embalažnih rešitev vedno bolj prizadevamo, da zmanjšujemo naš vpliv na okolje. In ker mi je ta ideja krožnega tako zelo všeč, bi želela vam danes podeliti 3 nasvete, ki so tudi del načel našega krožnega oblikovanja. Prvi je ponovna uporaba. Ko boste steklenko odpakirali, pomislite, kaj lahko naredite z embalažo, jo lahko ponovno uporabite. In drugi nasvet je recikliranje. Vkolikor vam ne uspe embalažo ponovno uporabiti, jo vsaj reciklirajte. Karton je 100% reciklabilni material in znotraj obstoječih sistemov ga lahko zelo enostavno kar do 7-krat ponovno recikliramo. In še zadnji nasvet, bodite ambasadorji zdravega in čistega okolja in pijte vodo iz steklenke. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ajda. K gibanju Adijo Plastenka smo povabili tudi ambasadorje, ki nam svojim zgledom pomagajo pri promociji in uresničevanju vizije in ciljev gibanja. Ob tej priložnosti se v imenu gibanja zahvaljujem vsem, ki ste sprejeli vlogo ambasadorja, ter skupaj z nami in našimi partnerji soustvarjate pozitivno zgodbo ter čisto in zdravo Slovenijo. Zato iskrena hvala profesor dr. Lučki Kajfež Bogataj, klimatologini in soprejemnici Nobelove nagrade za mir 2007. Petru Prevcu, smučarskemu skakalcu, nosilcu 2 olimpijskih medalj, dobitniku velikega kristalnega globusa in zlatega orla. Profesor dr. Samo Zveru, zdravniku in predstojniku kliničnega oddelka za hematologijo.
docent dr. Barbari Perič, specialistki splošne kirurgije, kirurginji, onkologinji, ki je danes tudi z nami. Darku Đuriću, prvaku v plavanju na paraolimpijskih igrah, tudi on je danes z nami. Še enkrat hvala vsem. Hvala pa tudi podjetju Gambit Trade, ki je prav tako partner gibanja in nam omogoča, da prodaja steklenk poteka preko spletne trgovine 1A. Steklenke so trenutno na voljo le preko spletne trgovine. Kasneje bomo razmišljali tudi o drugih pristopih, drugih distribucijskih poteh. Na voljo so v različici z belim potiskom in pa z barvnim, v rotarijskih, rumeno-modri barvi. Pakirane so po 4, kasneje bodo na voljo tudi po 2. Cena ene steklenke je 9,99 evrov. In z nakupom ene steklenke dobite 2. Ena je namenjena vam, drugo pa potem podarite naprej. Poleg tega pa sta še po 2 evra od teh 2 steklenk namenjena za dobrodelne namene. Podjetja in organizacije pa tudi vabimo, da si pridobijo certifikat podjetje oziroma organizacija brez plastenk. Ti ga lahko pridobijo, ko bodo vse plastenke za vodo, ki jih uporabljajo v podjetju ali organizaciji, zamenjali za alternativne rešitve, kot je na primer naša steklenka. Podjetjem pa tudi omogočamo, da jim natisnemo njihov logotip na steklenko in tako nekako lahko promovirajo ne samo zdravo življenje, ampak tudi svoje podjetje. Eno prvih takih podjetij, ki se je za to odločilo, je podjetje Geni. Predstavnika podjetja, dr. Paravana, vabim besedi. Hvala. Lep pozdrav še z moje strani. Zdaj morda, če ne poznate mednarodne skupine GENI, vam povem par podatkov. Mi smo začeli leta 2004, takrat smo sklenili prvi posel z električno energijo. Danes smo največji trgovec z električno energijo v regiji. 2009 smo začeli z oskrbo gospodinjstev, danes smo največji dobavitelj električne energije v Sloveniji. 2012 smo vstopili na trg plina, danes smo drugi največji dobavitelj plina v Sloveniji. Leta 2016 smo zgradili prvo sončno elektrarno in danes smo tudi tukaj, v Stogarni, največji dobavitelj sončnih elektrarn v Sloveniji. Če smo na začetku se fokusirali predvsem na to, kako izkoristiti prost odprt trg, ker se takrat trg električne energije in drugih energentov odpiral, danes mučijo naše misli po noči drugi izzivi. Največji izziv, ki ga vidimo, ki ga ima človeštvo, je seveda globalno segrevanje. In zaradi tega imamo pri tem izzivu tudi zelo jasen cilj. In sicer, da bomo 2050 vsi, cel svet, imeli nič ogličnega odtisa na naši zemlji, če želimo pustiti ta lep svet za naprej. Energetika proizvede, vsaj v Sloveniji, 25% vseh izpustov toplogrednih plinov. Zaradi tega vidimo tu zelo močno poslanstvo, da bomo do 2040 razogljičili celotno elektroenergetiko v Sloveniji in to na tak način, da bo zanesljivost oskrbe še vedno taka, kot je danes na tem nivoju. No in če se boste zdaj vprašali, kako bomo to naredili, eden od ukrepov je ta, da imamo načrt, da bomo do 2030 naredili za 1000 megavatov sončnih elektrarn, to je več kot 3-krat to, kot je danes vseh sončnih elektrarn v Sloveniji, pa ne samo to, tudi druge stvari. Kje je zdaj povezava s plastenko oziroma s plastiko? Že kot je profesor Bogatajeva povedala, ima plastika in kup enih slabih učinkov, jaz tega ne bom govoril danes, ker ste vi vse to zelo dobro veste, pa se bom fokusiral vsem na ogljični odtis. No in potem, ker imam pač rad številke, sem malo pobrskal, pa malo raziskal in sem gotovo, da
je najbolj pogosto citiran ogljični odtis za plastiko, seveda stvar odvisno od kakšnega tipa plastike, ampak tam nekje za 1 kilo plastike se proizvede 6 kg CO2. Če zdaj pogledamo, kaj to pomeni za Evropo, Evropa letno ima približno 25 milijonov ton odpadne plastike, veliko od tega seveda tudi na račun plastenk. In zdaj, če prevedemo to na Slovenijo, spet izkustveno, Slovenija je tam nekje 0,5% Evrope, prijemo, da je to tam nekje 130 tisoč ton odpadne plastike na leto, množimo 6, dobimo 3/4 milijona ton CO2, ste se vprašali, koliko je to, milijoni so zmerno veliki, no, da vam to povem, to je pri Sloveniji ima ogljičnega izpusta približno 18 milijonov ton letno, se pravi, je to približno 4% celotnega izpusta ogljičnega odtisa Slovenije. To je približno 1/4 do 1/5 to, ko ga TEŠ proizvede. Se pravi, to ni malo, to niti približno ni malo. Ni pa treba veliko, če vsak od nas nekaj naredi. In to je ravno duh gibanja Bioplastenka in gibanja Steklenka, tako da zaradi tega smo s tem prepoznali seveda tudi naše poslanstvo, se z veseljem pridružili. Imamo 550 zaposlenih danes, zato smo z veseljem nabavili teh 550 plastenk, pa še veliko jih bomo razdelili našim partnerjem, našim kupcem in na ta način pač podprli, da bomo dosegli ta cilj, ki je ambiciozen, ampak realen, da do leta 2026 zbrišemo plastenke iz teritorija Slovenije in na ta način pomagamo k ohranitvi planeta. Hvala. Hvala lepa, gospod Paravan. Naša predstavitev se tako počasi končuje. Po koncu vas v imenu Rotary Slovenija vabim še na skupno druženje na teraso ob kozarčku penine in pri družbi prijetne glasbe Marka Hatlaka. Zatem pa še na kosilo in skupno druženje. Ob 15. je organizirana tudi vožnja spletno na Otoček, ker bi mu naši steklenki zaželeli srečno pot in zaželeli, da v bistvu doseže čim več uporabnikov. Za zaključek pa si oglejmo še kratko risanko z glavno junakinjo 7-letno Lili, ki se nam bo na koncu tudi pridružila. Sem Lili in skrbi me za mojo in vašo prihodnost. Leta 2050 bo v morju več plastiki kot rib. Na počitnicah ne želim plavati med plastenkami, jesti rib polnih mikroplastike in gledati pogledovih ptic. Vsak dan človeštvo proizvede preko 1 milijon ton plastike. Samo v Sloveniji letno odvržemo 130 milijonov plastenk za pitno vodo. Večina teh vsebuje tudi nevarne BPA hormonske motilce. Verjeli smo, da je plastika poceni. Dejansko pa so njeni vplivi na okolje dragi in pogubni za človeštvo. V svetu so reciklirale okoli 13% odpadne plastike. Plastika razpada več kot 100 let, zato se plastika kopiči v oceanih. Voda iz omrežja je do 2000-krat cenejša kot voda iz plastenk. Slovenija ima eno najbolj kakovostnih pitnih voda na svetu. V boju proti onesnaževanju s plastiko sem se pridružila Rotary dobrodelnemu projektu adioplastenka.si. Tu ozaveščamo o tem problemu in zmanjšujemo uporabo plastenk. Pitje vode je zelo pomembno za naše zdravje. Veliko glavobolov, slabega počutja in bolezni izvira iz dehidracije. Zato redno pijem vodo iz steklenke adioplastenka.si. Narejena je iz kvalitetnega stekla Steklarne Hrastnik. Steklo se lahko neskončnokrat reciklira in tako ne obremenjuje okolja.
Pridružite se nam na spletu. Redno pite iz steklenke adioplastenka.si, svežo in zdravo vodo iz omrežja. Smo dobrodelni. Rotary bo za vsako kupljeno steklenko otrokom eno podaril. Tako že mladi gojimo zdrave navade in skrbimo za čisto okolje. Ohranimo Slovenijo lepo naslednjim rodom. Če hočemo spremeniti svet, naprej spremenimo sebe. Adijo plastenka, živa steklenka! Pozdravljeni. Z veseljem sem naredila steklenko, sem naredila filenček. Zelo rada delam na računalniku in ne maram plastike. Ob koncu bi se rada zahvalila vsem, ki ste prišli na našo predstavitev Adijo plastenka.si, predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju, županu občine Bled Janezu Pfeifferju, ambasadorjem gibanja Adijo plastenka.si, vsem govorcem, novinarjem, glasbeniku Marku Hatlaku, naši Lili in seveda tudi hotelu Rose Bled.